Hvala, Alex, za uvod. V čast mi je biti na odru z dvema dragima prijateljema, ki sta se oba borila v Afganistanu, Libanonu, Iraku in številnih drugih akcijah za sovražnikovimi linijami. In sta se borila tudi pred televizijskimi kamerami ter opravila izjemno delo za judovsko ljudstvo in državo Izrael, za razliko od mnogih drugih. In mislim, da si oba resnično zaslužita izjemen aplavz. Prejšnji teden so Golanove sile zavzele grad Beaufort. In potem pogledaš grad, to je čudovit grad. In pod zemljo, kot je danes pokazal izraelski veleposlanik v ZDA, so zavzeli celoten sloj skrivališča Hezbolaha, ki ni bil zgrajen zato, da bi napadel Izrael in povzročil en 7. oktober, ampak 10 takih 7. oktobrov. Napolnjeno z orožjem in raketami, z bojnimi načrti, zemljevidi vseh izraelskih skupnosti. In večina ljudi to pogleda in reče, 240 milj stran, ne. 24 milj stran, ne. Kako daleč, Jonatan? No, 8 kilometrov. V redu, prevedi to v milje pomnoženo 6. 4,5 krat 6. 4250, 4 do 5 milj stran, tako daleč je to. Kljub tej grožnji, kljub dejstvu, da je Hezbolah ciljal na izraelske vojake, je žal Izrael, Gantz, vodja sveta Benjamin, pravkar odšel, da bi pokopal enega od izraelskih vojakov, ki je bil včeraj ubit v njegovi skupnosti. Izrael je na zahtevo Združenih držav v preteklem tednu večkrat spoštoval premirje. In vendar je Hezbolah kršil premirje. In kljub vsemu temu so nekateri naši največji prijatelji in zavezniki Izrael označili za neodgovornega. Izrael je prikazan kot agresor. Moje prvo vprašanje za vaju oba je vprašanje, ki ga pogosto dobim. Ali je mogoče, da zmagamo in nas ne bodo krivili za zmago? Začnimo z vami, polkovnik Kemp. Preden odgovorim na to vprašanje, bi rad izkoristil priložnost in se poklonil izjemnim moškim in ženskam izraelskih obrambnih sil. Videli sem jih v boju in vem, kako izjemni so. Rekel bi, da so izraelske obrambne sile najbolj izjemna vojska na svetu danes. In kot odgovor na vprašanje, ali lahko zmagate, ne da bi vas obtoževali, odgovor je ne. Bi želeli to pojasniti, tako zlahka se ne boste izmazali. Polkovnik Kemp, sem so vas poslali prav iz Anglije. Mislil sem, da moramo biti zelo kratki. Me tako kratki. Karkoli, mislim, resnica je, da je Izrael nelegitimna država. Ne bi smela obstajati. Ima nezakonite naselbine, nezakonito okupacijo in apartheidski režim. Izvaja genocid. Svoje sovražnike strada na bojišču. In zato, karkoli se zgodi Izraelu, če ga kdo napade, si je to zaslužil. Vse, kar Izrael naredi, da se brani, so za to krivi oni. Torej, ne gre za dejstva. Gre za dojemanje med ljudmi po vsem svetu in naj navedem samo 2 primera dvojnih meril, ki se uporabljajo. Nedavna primera. Prvi je: Izrael, IDF, je ubil x tisoč civilistov v Gazi. In seveda v vsaki vojni, kjer so civilisti umirajo. To je žalostno, ampak se zgodi. In bili so obsojeni po vsem svetu zaradi tega. V Iranu februarja naj bi bilo ubitih okoli 40.000 Irancev strani lastnih ljudi. Kakšen je bil odziv? Nič. Nobenih pohodov, nobenih protestov, nobenega nasilja, nič po svetu. In drugi primer, eden od vaših vladnih ministrov, je poskušal ponižati ljudi, ki so prišli s flotilo, legitimno humanitarno flotilo, da bi upali priti do Gaze. In to je bilo obsojeno po vsem svetu. To je bila grozota, to je bilo vojno hudodelstvo. Toda isti ljudje, ko so se vrnili v svoje države, v Španijo in Avstralijo in morda še drugam, so jih njihovi lastni policisti grobo obravnavali in pretepli. In kje je bila obsodba tega? To ni bilo vojno hudodelstvo, to je bilo prezrto.
Torej, karkoli Izrael naredi, je narobe. In popolnoma drugačna merila veljajo za vsako drugo državo na svetu. Jonathan. Tako da bom nekoliko odstopil od splošnega vzdušja v prostoru. In rekel bom, da verjetno ne moremo in nam ne bo dovoljeno premagati naših sovražnikov v odločilni vojni. Kot smo to storili leta 1967, kar je zadnjič, da vem ali se spomnim, da smo dejansko lahko odločilno premagali sovražnika. Toda od takrat naprej se borimo in največ, kar dosežemo, je izenačenje. In nekaj od tega je naša lastna krivda. Nekaj pa je zunanjih vplivov in omejitev, vključno s tem, kjer smo danes. Ampak moj problem je, da mislim, da se niti približno ne trudimo dovolj, da bi si dejansko pridobili podporo in svetu predstavili svoje stališče. In da damo desetinam ali stotinam milijonov ljudi po svetu, ki vedo, kaj pravi polkovnik Kemp, ki vedo, kaj pravite vi, ki vedo, kar vsi v tej sobi vemo, da se Izrael bori v zelo legitimnem boju, zelo legitimni vojni za obstoj proti silam zla. Toda mnogi ljudje po svetu, ki želijo podpreti Izrael, ostanejo brez pravih informacij in argumentov, da bi se postavili zase in pomagali Izraelu in da bi bili na naši strani. Ne glede na to, ali so to zakonodajalci, laiki ali preprosti državljani. In mislim, da mora Izrael, torej vlada, ministri, minister za zunanje zadeve, IDF, ti in jaz oba veva, da IDF zadnjih 15-20 dni ni dal nobenega intervjuja v angleščini. Zakaj? Ker čakajo na navodila političnega vrha. Ves ta čas medijski prostor obvladuje druga stran. In tako kot v bitki, če sovražniku pustiš prazen prostor, ga bo zapolnil. Če nisi tam zunaj in se ne boriš, če te ni tam. Vodiš, oblikuješ dogodke, vodiš z narativo in v našem jeziku vabiš novinarje, jim daješ informacije, jim pokažeš, kaj se dogaja in se boriš. Kot bi morali početi v medijih, potem ne moremo pričakovati, da nam bodo dovolili zmagati. In mislim, da strinjam se s tem, kar pravi polkovnik Kemp. To je zelo res, vendar se moramo bolj potruditi. Ker gledam na uro, želim poskusiti vključiti še nekaj vprašanj tukaj. Dojemanje v primerjavi z resničnostjo. Izrael je globalno izoliran. ZDA so naš edini zavezniki in popolnoma smo odvisni od ZDA. Brez njih bi bili uničeni. Ugani, kdo je to rekel? Polkovnik Kemp. Donald Trump. Blizu. Zelo blizu. Samo še eno stopnjo bližje. Njegov namestnik. Kakšne so tvoje misli? Dojemanje ali resničnost? Mislim, da gre predvsem za dojemanje, ne za resničnost. In to smo slišali že od prejšnjih govorcev in tudi od veleposlanika Huckabee. Slišali smo nekoliko več o resničnosti odnosa med Izraelom in Združenimi državami. Ampak kljub temu mislim, da Amerika je za Izrael zelo pomembna, verjetno celo najpomembnejša država za Izrael. Ampak Izrael ima veliko drugih zaveznikov in prijateljev po svetu. In rekel bi, da še posebej tukaj in vse bolj tudi na Bližnjem vzhodu. In veste, poznamo Abrahamove sporazume. Po mojem mnenju obstaja velika verjetnost, da se bodo Abrahamovi sporazumi še naprej razvijali in dali Izraelu še več prijateljev. In Izraelovi prijatelji in sovražniki na Bližnjem vzhodu so videli izjemen način, na katerega je Izrael vodil to vojno na 7 frontah z veliko učinkovitostjo, kljub, veste, v marsičem groznim, res groznim okoliščinam. In to bodo spoštovali in to bodo videli. In to so videli in so prosili Izrael za pomoč pri tem, kar so storili. Obstajajo tudi druge države po svetu, ki se obračajo na Izrael po pomoč in usmeritve. In mislim, da je ena stvar, ki jo je nekdo omenil že prej, da je pero močnejše od meča, kar je rekel Lecen.
No, obstaja zelo znan ameriški general, imenovan Douglas MacArthur, ki je rekel: kdor je rekel, da je pero močnejše od meča, se nikoli ni srečal z avtomatskim ognjem, kar mislim, da je verjetno resnica. In verjamem, da so dejanja Izraela, bolj kot, veste, ta narativna vojna, o kateri je govoril Jonatan, in PR ter podobno, zelo, zelo pomembna. Ampak mislim, da so dejanja Izraela veliko pomembnejša od tega. Izrael bo navdihnil podporo držav na Bližnjem vzhodu. Prav tako bo navdihnil podporo držav na Zahodu, vključno z Evropo. Evropa se sooča z zelo, zelo nevarno situacijo. Evropa se bo v prihodnjih letih soočala z razširjenim nasiljem po vsej zahodnji Evropi, vključno z Združenim kraljestvom in verjetno celo do mere državljanske vojne. In Izrael in te države bodo iskale podporo pri Izraelu. To že počnejo. Grožnja ruskih dronov in ruskih balističnih raket Evropi nimajo odgovora na to. Nimajo odgovora na to. Ukrajina ga ima, vendar iščejo odgovor pri Izraelu. In nekdo drug je to omenil že prej in zdaj bom to ponovil. Govorim kot goj, le kot goj. Judi so bili postavljeni na zemljo, da bi bili luč narodom. In to tudi so. Izrael je ta luč, ko brani svojo državo. In mislim predvsem ne samo na vojaško tehnologijo, ampak tudi na način, kako so ti izjemni moški in ženske izraelskih obrambnih sil pokazali svetu, kako se bori. In številne države v zahodnji Evropi, ki se bodo soočile s tem nasiljem, se bodo zgledovale po Izraelu, da bi videle, kako naj se borijo. Torej, pripoved je eno, vendar so dejanja, mislim, še pomembnejša. Jonatan, v preostalem času nam podaj svoj odgovor. Sem previden glede izraelskih politikov, ki vodijo kampanje in pravijo, da bomo neodvisni od ZDA. Ponižno menim, da je to nepremišljena izjava, ker ne verjamem, da se lahko Izrael brani samo z izraelsko izdelanimi sistemi. Ne izdelujemo F-35, ne izdelujemo nobenega od F-jev. In že vrsto let smo omejeni pri tem, da bi imeli popolnoma neodvisno vojaško industrijo. In če smo iskreni, izraelsko gospodarstvo in naša sposobnost proizvodnje težkih izdelkov, kot so tisti, ki jih potrebujete v vojaških zadevah, preprosto nista na tej ravni. Morda bo to mogoče v prihodnosti, vendar govoriti o tem zdaj, kot da je to nekaj, kar je dosegljivo, preden podpišemo naslednji memorandum o soglasju z ZDA, ni realno. Zato bi to obrnil na glavo in rekel, da smo vsekakor neodvisna država. Svojo vrednost dokazujemo na bojišču. In po zaslugi pridnih ljudi, ki so zelo delovni, ki delajo dolge ure, ki ustvarjajo to izjemno gospodarstvo, ki ga imamo, ki služijo tudi v rezervi in so sposobni vse to početi, povečujejo naš BDP, izvoz in še marsikaj drugega. In to bi moralo biti odločen odgovor na vprašanje, ali smo neodvisni ali ne. Ampak ne zavajajmo se in ne počnimo tistega lahkega, otročjega, da rečemo, v redu, če vi nočete biti naši prijatelji, potem tudi mi nočemo biti vaši prijatelji. To ni položaj, v katerem je Izrael. Mislim, da bi bilo to nepremišljeno in mislim, da bi nam bolje služilo drugače. In mislim, da bi zavezništvo med ZDA in Izraelom bolj koristilo, če bi poudarili izjemno dobro, ki ga Izrael dela za ZDA, ko se bori na njihovi strani in ko je najboljši promotor ameriških orožarskih sistemov, kar jih je kdaj obstajalo. Borimo se z ameriškimi orožarskimi sistemi in premagamo vse sovražnike, ki jih imajo ZDA. In če sem ameriški razvijalec orožja, mi ni treba preveč delati, da bi dokazal, kako dober je F-35 pri uničevanju ruskih protiletalskih sistemov. Samo rečem, poglejte Iran. In če sem ruski prodajalec za S-300 ali S-400, imam resen problem. In mislim, da bi morali bolj trdo delati. Ne biti užaljeni, ampak stati pokončno, močno, zavedati se svoje vrednosti, pogledati na naše skupne dosežke kot ljudstvo, kot narod.
in si na to, kot je bilo tukaj že omenjeno, upravičeno prislužiti tisti sedež za mizo. Kot partner, ne kot nekdo, ki je v tem smislu manj vreden, ampak resnično zahtevati to raven partnerstva, ker smo si to zaslužili. Ampak ne iskati načinov, kako biti zlonameren ali se počutiti užaljenega zaradi nepremišljenih komentarjev, ki jih izreče katerikoli politik na tej ali oni strani Atlantika. Obema se zelo zahvaljujem.